Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate Uro resnice. Z menoj v studiu sta Edvard Karič in pa Sebastian Jeretič. Zdaj, osrednja tema današnje debate je predvidena naša ocena, analiza teh dvojnih protestov zoper vlado Roberta Goloba, Levica predprejšnji petek in pa to sredo Pavle Rupel oziroma desnica. Ampak predno pridemo na tole temo, me zanima še vajno mnenje še par teh stvari, ki so se recimo tako zgodile ta teden, zlasti recimo včeraj sta verjetno gledala nastop Roberta Goloba na Odmevih in pa na 24 ur zvečer pri Urošu Slaku. Precej je naložil nekih pravljic, reforme se dogajajo bliskovito hitro, ničesar ni narobe, vlada dela na polno. Kako si videl ti njegov nastop? Jaz sem ga videl za neko neutralno publiko, ki ne spremlja politike, kot verjetno odličnega in prepričljivega. Tisti, ki malo od blizu gledamo, smo pa verjetno z odprtimi očmi gledali, o čemu govori. Od odnosa do gospodarstva, reform, politične stabilnosti in tako naprej. V vsakem primeru pa je imel tudi, dajmo reči, dokaj umirjene na drugi strani sparing partnerje, torej novinarje, še posebej na RTV, pa tudi Slak je bil kar, dajmo reči, nenavadno nenapadalen, če vemo, da je njegov stil malo bolj oster in da zna včasih stisniti sogovornika v kot, in mislim, da je za neutralno publiko to svojo priložnost zelo dobro izkoristil. Tako da moraš biti res, bom rekel, spremljati politiko, biti poznavalec, da si v praktično vsakem njegovem stavku videl odmik od realnosti, ki jo lahko živimo ta 3 leta. Sam še eno podvprašanje, Sebastian, predno ti dam besedo, Edvard. Ampak zdaj, kot si rekel, sparing partnerje, spal Manica Janžiča Brožič, novinarka, pa Ura Slak na Pop TV, ampak če sem imel občutek, ko sem gledal Manico, da je včasih poskušala v teh največjih takih, bom rekel, evidentnih napakih, je rekel, po narekovaji Golob, da je poskušala poseči, pa se zadržala, pa tega ni. Je pa pred par dnevi pa kar trdo zgrabila Tanjo Fajon, Slak pa tudi zna recimo trdo zgrabiti, Luko Mesca in podobno, tudi Temna Boštjančiča, minister za finance. Zakaj pri Golobu ne naredijo tega tudi? Zakaj konkretno pri Golobu? Recimo za včeraj, bi celo rekel, da ste bila mogoče presenečena tudi sama, ker sama sta poznavalca realnosti, bi rekel, da ste bila presenečena nad energijo in samo zavestjo, s katero je Golob pristopil k pogovoru. Jaz mislim, da bi, če bi zdaj ponovili ta pogovor, pa z malo psihološke priprave, bi lahko ga presekali na vsakem drugem stavku, pa mu pokazali recimo primere, ki so bili te dni dokazane laži. Recimo, že samo informacija o spremembi pokojninske zakonodaje v času Janševe vlade, ki jo Svoboda zdaj iz dneva v dan ponavlja, se je jasno izkazala za laž. In celo na Dnevniku včeraj na TV Sloveniji je novinar z podatkom, z tabelo, z izjavo stroke pokazal, da je to laž. Pri Slak pa ni odreagiral, ko mu je Golob to isto laž še enkrat serviral. Jaz mislim, da ste bila presenečena nad navalom, dozo samozavesti, glede na realnost, ki jo lahko vsak dan spremljamo. Mislim, mogoče tudi na dozo laži, to je možno, Ampak jaz mislim bolj ta energija, ker jaz mislim tako, da je šlo bolj za to energijo, s katero je pristopil, ki se mi zdi, da jih je malo spravila nekako na levo nogo, da so pričakovali mogoče malo bolj ponižnega glede na realnost slovenskega stanja. Izvoj, isto vprašanje zate, Edvard, jaz mislim tako, da je ta nasvet, da fake it until you make it, to se pravi blefiraj, pa ti bojo verjeli, je vedno moj odgovor na to, ali je to primerno ali ne, je v redu, če boš to naredil samo enkrat. Če boš to večkrat ponavljal, se ti bo slej ko prej ta tvoja Potemkinova vas sesula. In dejstvo v Sloveniji je, da spremlja politiko mogoče, 10% ljudi. Pa še to ne vem, če. Ti mislim, da si enkrat rekel, da je spremljal okoli 100,000 ljudi, politiko. To je bila neka ocena, neke raziskave. Dajmo reči na celo populacijo 5%. Kar pomeni, da teh 5% v resnici zaznava globino tega blefiranja, kar smo imeli priča včeraj spremljati. To je ena stvar. Druga stvar je, da ko nekdo pride s takim pristopom, kot je recimo Golob pristopil na oba nastopa, je v resnici zelo težko. Mi danes lahko filozofiramo o tem, kaj je bilo včeraj. Tam na licu mesta je pa zelo težko še za zelo izkušene novinarje, recimo kot je Slak. Zdaj o Ambrožičevi bi že lahko diskutirali, ali gre bolj za neko karierno voditeljico nekih oddaj, ali gre za neko strašno poznavalko politike, o tem bi se dalo diskutirati. In kar pomeni, da vsako podvprašanje pomeni vstop v konflikt.
Ne? In ta vstop v konflikt je lahko problematičen, v bistvu še posebej z takšnim, s tako narcisoidno osebnostjo, kot je recimo Golob, je lahko problematičen, da ti enostavno sesuje oddajo, ne? In imaš iz tiste oddaje pol manj, kljub temu, da si želel pravzaprav pokazati neke stvari. Ne? Zdaj, kar bo res učinkovito in slej, ko prej bo opozicija, če ne, naj pa posluša ta nasvet, bo vzpostavitev fact-checking nekih after, to se pravi komentarjev, dejstev in tako naprej, in potem Golob ne bo več upal v studio prideti, ker bo ta fake it until you make it se sesuži naslednji dan, in bo vedno bolj poretel. Tako kot je zdaj, od začetka, ko je nastopil v oblast, je bil zelo pogost gost različnih oddaj in potem, ko se je na veliko se ga prijelo to, da v resnici laže, da se napihuje, da potvarja neka dejstva, da si pripisuje stvari, ki niso resnične, je omejil svojo frekvenco nastopov v oddajah, in če bo kdorkoli od opozicije vzpostavil neko stran, kjer bomo dnevno lahko potem preverjali te trditve, ki so, bom rekel, to ne sega samo od, bom rekel, teh dnevne politike, ampak mednarodne politike, vse živo, potem nameče v tiste 2 minuti, ker se dobro zaveda, če bo strnjeno govoril 5 minut, bo slaku, 6. minuta več ne bo nič ostala, ker bo konec oddaje. Kako pa vi da gledate recimo na to, da se ta princip uporablja, da greš hkrati pravzaprav na 2 večerni oddaji? Jaz mislim, da je to učinkovito PR-ovsko, gre tudi za iskanje... Običajno si pač mediji pa televizije si prizadevajo za neko ekskluzivo. Ampak to je praksa, zdaj, kot vidimo tudi pri drugih temah, ne samo recimo pri predsedniku vlade. Razumem, Jaz mislim, da gre tle, Japonci bi rekli keiretsu, torej sodelovanje 2 različnih hiš, ki lahko tekmujete na trgu, ampak v osnovni nalogi sta pa enotni. In osnovna naloga je antijanšizem. In tukaj se bosta Pop TV in RTV recimo vedno našla. Jaz mislim, da je to strateško, da so šli na obe hiši, da so se tudi zelo enostavno zmenili za kaj takega, ker lahko pogosto vidimo, da Odmevi in 24 ur zvečer imajo popolnoma iste goste. Lahko so 3 različne teme in je povsod recimo isti dvoboj in tudi seveda isti stavki večinoma. Pa dobro, zdaj recimo, če bom rekel, malo podvomimo v to, da sta bila Slak pa Manica Janežič šokirana, je možno tudi reči, recimo, da je dogovorjeno, da se ne posega v Golobove besede. Jaz ne bi verjel, pri Slaku tega ne bi verjel. Zdaj pa tako, jaz Manico zelo cenim, je novinarka, ki ima veliko znanja na področju mednarodne politike, sploh veliko, je pa njen stil tako umirjen. Jaz nisem nikoli videl kot neke bojevite, kot nekoga, ki bi recimo najedal svojega gosta. Slak pa je znan po tem. Treba rekel, da je on malo bolj mogoče ga na levi nogi dobil in da ni bil pripravljen. Ker recimo še ena eklatantna laž. Pohvalil se je, da so dejansko 3 velike reforme bodo zaključene, ena je že zaključena, to je reforma plač v javnem sektorju. Mi ugotavljamo, da zdaj, potem ko je 2 leti vlekel pogajanja, ker pa je tik preden so iz vlade vrgli Sanjo Ajanović-Hovnik, bilo že skoraj dogovorjeno, praktično je bilo vprašanje 2-3 tednov za dogovor, ki bi bil dosti cenejši za državo. Torej zdaj je trajalo to pogajanje tako dolgo in ugotavljamo, da že prve plačilne liste, ki so prišle po tej reformi, so seveda popolno razočaranje za javni sektor, ki naj bi bil navdušen na to reformo. In tudi tega ni noben včeraj problematiziral. Drugo je napovedana zdravstvena in pokojninska reforma, ki je tik pred realizacijo, na katero je pa tudi ogromno pripomb. Skratka, se pravim, eno je realna vsebina, drugo pa je, da včeraj novinarja nista bila kos takemu intervjuju v takem momentu. Izvoli. No, jaz mislim, da je Slovenija v nekem specifičnem položaju na splošno, glede medijev kot takšnih. Zdaj, jaz recimo niti ne vidim TV Slovenija pa Pop TV, da bi morala nekako med seboj tekmovati. Prej bi rekel, da bi morali Pop TV pa Planet TV recimo med seboj tekmovati. TV Slovenija v nekem specifičnem položaju, po domač povem, tudi če ne objavijo nič, ali pa če se tam tepajo med dnevnikom, je popolnoma vseeno, ker niso ne financirani, ne nič na trgu.
Ne? Gre za neko specifično situacijo in je stališča nekega političnega marketinga, nekega, dajmo reči, lahko tudi spinanja ali česarkoli s tem povezano, v bistvu to je idealna situacija. Ne? Pop TV ima nekoliko večji tržni delež, ne? In tam se je potrebno dobro zmeniti, v katero smer bo prišel narativ, potem se to potrjuje na TV Slovenija in tako naprej. Ne? Se tudi vidi, kdaj se kaj snema, kdaj se ne snema in tako. Tako da je, jaz mislim, da je specifičen položaj. Ne? Za razliko od večjih trgov, kjer so določene, recimo že med seboj televizijske postaje, dejansko lahko konkurirajo, ne? In se tepajo za gledalce. Ne? Najbolj znan tak primer je seveda recimo ameriški trg, ne? Kjer več imamo na eni strani, ne vem, imaš ta demokratski blok, na drugi strani pač tistim malo republikanskih medijev, pa dovolj dobro vzdržujejo ritem, ne? In tempo. V Sloveniji pač temu preprosto ni tako in pač jaz tukaj bi mogoče še lonček lahko predstavil z novim medijskim zakonom, ne, kjer se bojo stvari še dodatno zapletle v smislu, da bo tranzicijska levica oziroma levica kot takšna trajno vladala, ne, in je vse ostalo, ker potem imate pa še en drug problem. Ne. Zdaj, Pop TV na neki točki celo lahko, da je celo prisiljen v tovrstne narative, čisto zaradi finančnih razlogov. Ne. V končni fazi lahko zelo hitro ostane tudi brez financiranja. Ne. Vemo par let nazaj, kako so oni sebe spravili z globoke bunke, z globokega minusa, zelo preprosto. Dvignili so pač bom rekel, par odstotkov so dvignili tako imenovano retransmisijo z neko novo pogodbo in je bila zadeva rešena. Ne. In ko so kar naenkrat štepali po 5-6 milijonov plusa. Ja, to jih je takrat rešilo. Ja, absolutno. Ne. In danes si tega niti privoščiti ne morejo. Ne. Če pride levica z neko idejo na TV Slovenija, to mora preprosto biti na Pop TV, ker v nasprotnem primeru bo čez 2 meseca mogoče lahko spet tolkal bunko. Planiram tako v prihodnjih tednih eno tako debato na temu medijev, ker se zdaj veliko teh stvari se pravzaprav dogaja, nekatere stvari se novo strukturirajo in podobno. Tak, še eno vprašanje, imam pri Golobu, ki bi potem navezal na naslednjo temo. Namreč ko ga Manica Janžič spraševala nekaj pač o tem, kar se zdaj dogaja na relaciji ZDA-Putin, Evropa in tako dalje, je Golob rekel, da je pač njegovo stališče, ko je bil pač zraven na videokonferenci v Parizu, na tem drugem pariškem vrhu, ki ga je sklical Macron, da je njegovo stališče nekoliko odstopalo od stališč drugih. Ne? In sicer on se je menda bolj zavzemal za takojšnje premirje in tako dalje. Mislim, to bi bilo presenečeno, no, da se mi razlikujemo od vseh ostalih, skoraj da vseh ostalih evropskih držav. Mogoče od zahodnoevropskih, recimo najbolj na tej liniji že Madžarska, Slovaška, tako da on se je zdaj postavil v to grupacijo. In hkrati dva njegova poslanca ustanavljata, sem videl skupino rusko-slovenskega prijateljstva, to verjetno ni naključje, ne? Pa me zanima zdaj ta kontekst in recimo tale napad Trumpa, ki ga je sprožil na Zelenskega, čemu se je potem pridružil še Elon Musk in tako dalje. A gre to zdaj, kam se zdaj mi Golob, ta vlada, komu se priključujemo? Jaz mislim, da bo tle še razvoj dogodkov malo pokazal. Predvsem pa to, kar lahko vidimo, je popolna razdvojenost slovenske zunanje politike. Ne? Ker vidimo eno izjavo recimo predsednice republike, potem pride hitro premierjev svetovalec iz kabineta pokazati drugo plat zgodbe. Vprašanje Tanje Fajon, zadnjič ste imeli tukaj en super pogovor z Miranom in Petrom o slovenski zunanji politiki in njenem praznem delovanju, praktično razen 3-4 fraz, kaj dosti tam sicer ni videti, kako bi se tam Slovenija opredelila. Tako da mislim, da je tle še malo odprta zgodba. Jaz mislim, da je to pozicioniranje Goloba oziroma ta fraza predvsem nek PR-ovski manever. Ne? Ne vidim njega kot nekoga, ki bi se ostro pozicioniral v evropskem krogu. Je pa to odličen stavek, s katerim slovenski javnosti da misliti, da se dejansko pozicionira na evropskem parketu, s katerim je tudi nekako, bom rekel, za ljudi, ki niso spremljali dogajanja, je celo, dajmo reči, omilil problem, da ni bil nikamor povabljen, da ni bil povabljen na tisti prvi pomemben sestanek, da
da tudi na drugih bistvenih sestankih Slovencev ni, kot ste zadnjič omenili, Tanja Fajon je zamudila tisto samo neformalno srečanje, ne? Kot da se po vseh teh letih še vedno ni naučila politike, da ve, kje se vsebina doreče in kaj je potem samo neka forma, neka šminka, na kateri to vsebino potrdijo. Ne? Skratka, mislim, da gre tukaj bolj za PR-ovski manever, kot za neko dejansko pozicioniranje. Jaz mislim, da v tem trenutku nimamo realnih akterjev, da bi se Slovenija kakorkoli pozicionirala. Čem pa je potem finta, recimo, tega, da se je pač, ker to verjetno ni šlo mimo Goloba, no, da Lena Grgurevič pa Gregorič, dva njegova poslanca, ne? Prepoznavno v javnosti pa zdaj ustanavljata poslansko skupino, ne poslansko, se počujem, posebno skupino prijateljstva med Slovenijo in Rusijo. Mogoče bi poslanska skupina s tem nastala. Pa sej ta naklonjenost Golobove vlade v bistvu v ruski strani ni nič novega. Ne? To je, bom rekel, Tanja Fajon večkrat nekako manifestirala. In jaz mislim, da splošno tudi glede tega povabila, to se pravi pri Macronu, gre za jasno sporočilo, ne? Da pač zdaj ali boš z nami na skupnem vlaku ali pa te ne bo zraven, ne? Ali te bomo pa ponižali. Ne? Sej to je, bom rekel, v diplomatskih tokovih ali pa v tej visoki politiki človek, ki razmišlja o tem, da gre za neka naključja, je pa dosti butasta. Ne? To se pravi, gre za neko sporočilo. In tukaj se je pokazalo še nekaj zelo zanimivega, ne? Da je naša diplomatska povezava s Francijo v resnici relativno šibka. Več kot očitno gre za enega človeka, ki je zelo blizu Macronu, ki je uspel zrihtati po domače povedal na tam neke sestanke, neko slikanje in tako naprej. Zdaj, ko je Macron mečkan politiko obrnil, to sporočilo očitno ni prišlo ali do Vovka ali do pač nekoga v kabinetu in v bistvu zdaj Golob sploh ni vedel, kaj ne naredi. Ne? V bistvu se je praktično povedal tako, da ni nič povedal. Ne? In potem so nekako še za vse ostale priredili tisto znamenito naslednji dan Zoom srečanje, ne? Da so se tam pač lahko gor pokazali, ker češ, saj smo mi tudi en del tega odločanja. Ne? Tako da je tukaj, jaz mislim, da glede na politiko, ki jo vodi Tanja Fajon, katera je bolj pomembno biti tam neuvrščen sred Afrike in priznavati Gazo in tako naprej, medtem ko je ta centralni del Evrope v bistvu na izraelski strani, pač temu primerno tudi komunicira, je logično, da ti to nekako odrinaš, predvsem pa je za pričakovati, da boš dal jasno sporočilo, kdo paše k mizi, kdo pa nekoliko manj paše k mizi. Zdaj, potem tukaj pa je še pomemben ta razkol, ne, med Natašo Pirc-Musar pa med Golobom. Ne. Tukaj je pa Nataša Pirc-Musar v bistvu dobro odreagirala, ne, ker je rekla, poslušajte, smo mi skupaj v Evropski uniji, ali je to zdaj res prvorazredno, drugorazredno, ne? In tukaj je ponovno Golob ostal praktično brez pravega argumenta. Zakaj? Zato, ker jaz pač trdim, ne, da je tukaj čista diplomatska linija. Mi si radi predstavljamo, ko govorimo o diplomatskih odnosih, da je to, ne vem, na naši strani 20 ljudi, pa na drugi strani 20 ljudi. Tukaj si skazali, da je očitno eden neki na telefonu, ne, pa se nekako zmenta, kdaj bo prišel Golob tja, kdaj se bo slikal in tako naprej. Da je, hočem predvsem to reči, mičkam karikiram, ampak hočem predvsem to reči, da je očitno veliko manj na teh prijateljstvih in na teh odnosih, kot se je rado prikazovalo, in smo še enkrat več soočeni s Potemkinovo vasjo, ki jo ta klika okrog Goloba, medijska klika, ves čas vztrajno slika in se pravzaprav pri vsakem resnem analizi, v pogledu in tako naprej sesuje kot neka hišica iz kart. Zdaj, ko govoriš o teh sporočilih, ki prihajajo naj bi prihajala iz Francije oziroma od Macrona, meni ti diplomatski viri pravijo, da ta sporočila že prihajajo, samo da jih Vojko pa Golob ne razumeta. Ja, razumem. No, samo še pod vprašanje. No, zdaj oba dva sta verjetno prebrala, no, kaj je Trump izjavil oziroma napisal, objavil na Twitterju, na X-u okoli Zelenskega, da je diktator, ne, da ga podpira 4% ljudi in nek podton je tega, da v bistvu se Zelenski počasi mogel posloviti. No, kako gledate na to? Ja, no, jaz predvsem mislim to, ker mi premalo upoštevamo, ne, da je naravnanost Trumpa in njegove administracije je v bistvu tisto, kar bi rekli, dajmo reči, ciljno usmerjena za vsako ceno doseči svoje. In Trump je trgovec. Tako kot imaš v razredu, bom rekel, lepega, pametnega, močnega, pa neumenga, imamo v tem primeru Rusijo, Ameriko, Kitajsko, pa Evropo. Zdaj, komu bo kdo določil, kaj sem od tega rekel, je zagotovo Evropi pripada verjetno tista vloga malo mečkam bolj bučkota, ne?
Dejstvo je, da saj meni tako deluje, da se je Trump očitno z Rusi dogovoril za nek skupen nastop ali po domačem trgovino. Ne, tole v Ukrajini bomo nekako spravili, zato da boš dal mir, ko bomo se mi s Kitajci ukvarjali. Ne? Ker za Trumpa je osrednji izziv je Kitajska, ne Rusija, ne Evropa, ne nič. Ne. Kitajci so za njega izziv. In tam dol, bom rekel, zdaj zadnje informacije prihajajo, da s tistimi čipi in tako naprej, da je ta nevarnost nekako tudi za Kitajce minila, karkoli se že na Tajvanu dogaja. Ne. In to pa so resne zgodbe, s katerimi se Trump hočeš nočeš mora ukvarjati. Ker kako pa se bo on ukvarjal z to se pravi, naredimo Ameriko veliko, če bo zgubil na ključnem elementu in to je gospodarstvo, na čemer on v resnici gradi na svojem pogajanju, na svoji trgovini, kar pomeni, sam da zaključim tak stavek, kar pomeni, da je velika verjetnost, da gre preprosto za trgovino, da bo Ukrajino, bom rekel, Trump nekako zastavil za pomoč pri Kitajcih. Zelo preprosto. Ampak precej brutalno so šli, ne? Elon Musk mu je sledil, pa je objavil tam eno fotografijo, kako v bistvu Zelenski in njegova žena pozirata za vok, hkrati pa mladi ukrajinski fantje ne umirajo na fronti. Jaz mislim, da se bo treba pač navaditi na ta stil in kot je rekel Edward, ne? Trump je trgovec, njegove izjave so lahko včasih umirjene, ko pride do momenta, bo naredil teater, zaradi tega, da si odpre manevrski prostor. V ozadju je pa točno to, kar je Edward izpostavil. Ključna zadeva zdaj je nova Monroejeva doktrina. Torej Amerika in samo interesi Amerike, ki se bo še malo razširila z Grenlandijo, Panamskim prekopom in tako naprej. In vojna fronta je na Pacifiku. Tudi zaradi tega, ker danes prehajamo, kot je tudi skrajna levica, recimo Janis Varoufakis dobro ocenil, prehajamo v tehnofeudalizem. To pomeni, da je dimenzija, ki določa razmerje moči na svetu, je tehnologija. Okoli Trumpa so tehnološki giganti. V njihovem največjem interesu je prevladati na tem polju na svetu in edini konkurent na tem polju je ravno Kitajska. In jaz se strinjam, da dogovor z Rusijo ima dvojni cilj. Eno je zapreti fronto, na kateri ne misli izgubljati energije, denarja, zaradi tega, da lahko fokusira na drugo. In drugo je ravno to, razrahljati zavezništvo, ki se je med Kitajsko in Rusijo okrepilo, ko je z ameriškimi demokrati in Evropo Rusija zgubila enega sogovornika. Ne? Skratka, trenutno se še ne vidi, dajmo reči, kontur novega svetovnega reda. Ne? To, kar pa lahko vidimo, je popoln kaos in pogorišče nekega starega reda in se bomo morali navaditi, da bomo kar nekaj časa hodili po temi in se bomo zabijali v kakšne predmete, ki jih enostavno ne moremo še videti. Ne? Kaže pa, da bo Putin preživel, ne? Absolutno. Jaz mislim, da to nikoli ni bilo vprašanje. Jaz mislim, da tudi govor o tem, da je Rusija na kolenih, enostavno ne drži, ker to gledamo iz evropskih oči. Mi ne moremo razumeti Rusijo, če sedimo na našem srednjeevropskem fotelju. Prva stvar je, Rusija ni evropska mentaliteta. Rusija je evrazijska država. Njih ne briga liberalne pravice. Oni niso šli čez to revolucijo. Druga stvar je, v takih evrazijskih imperijih, in podobno ne razumemo Turčije, Irana in drugih držav, ni važno toliko materialna blaginja. Ne? Tam gre bolj ljudstvo pade na čast. Hoče več, nihče ga ne bo pripeljal med kakšno mednarodno sodišče v nobenem primeru. Jaz mislim, da se sploh spreminja razmerja mednarodnega prava, se tudi popolnoma spreminja in številne institucije bodo enostavno tudi izginile od Svetovne zdravstvene organizacije in naprej. Do sodišča v Hagu. Tudi kdo ve. V vsakem primeru. Ali pa bo postalo irelevantno za peščico držav, ki bodo to zadevo še spoštovale. Torej še enkrat, stari red se je sesul, že zdavnaj, sesul se je že po padcu komunizma, ampak to, bom rekel, truplo starega reda se šele zdaj smo ga nekako opazili, odkrili, novi red je pa še zelo daleč. Mi smo v nekem dolgem prehodnem obdobju, v katerem se bo treba pač navaditi na neke hipne momente, ki se bodo čez noč zgodili in bodo nerazumljivi, če jih bomo gledali z starimi očmi. In še enkrat, mi ne moremo razumeti Rusijo, če jo gledamo z našega moralnega vidika in moraliziranje o tem dogajanju onemogoča ustrezno analizo in predvidevanje, kakšen bo razvoj dogodkov.
Boš kaj še dodal zdaj v tej zvezi? V bistvu ne. Zato še vprašam, kdo zdaj bodo po teh spremembah, ki se dogajajo, trumpisti v Sloveniji? Ker Žiga Turk je že objavil, da sta poslanka Svobode Gregurevič pa Gregorič slovenska trumpista. Se zdaj to tudi pri nas kaj spreminja? Desnica je zagledala za simpatijami na Trumpa, ne? Zdaj tako, jaz mislim, da nekateri bodo morali recimo dosti pogolten. Jaz gledam z simpatijami, da je Trump zmagal tam v Ameriki, tam ne se, zaradi tega, ker daje priložnost Evropi, da se postavi na lastne noge. Ko so vladali demokrati, so v Evropi bili premočni bruseljski globalisti, ker je bila to premočna naveza. Zdaj je Evropa prisiljena, da začne malo drugače razmišljati. In če se ne bomo znali postaviti na lastne noge, pa si tudi ne zaslužimo biti igralec v tem svetovnem pokru, ki se trenutno igra. Tako da jaz sem vesel, da je Trump zmagal zaradi tega, ker je s tem vnesel neko nujno dinamiko v svetovno dogajanje. Včasih bomo zaploskali, ker bo naredil kako zadevo, ki bo tudi nam ali ideološko všeč ali v interesu. Včasih se bomo morali pa enostavno na ustrezen način postaviti kontra. Ampak če se hočemo postaviti kontra, moramo najprej stati. In dokler, torej on je trgovec in če bo zavohal šibkost na evropski strani, nas bo tako tudi jemal. Nas bo jemal kot klienta, ki bo požrl vse, kar se mu enostavno servira. Jaz bi tukaj samo še mogoče en stavek. On je to že zaznal. On tudi tako Evropo zaznava. To ni nekaj, kar bo šele sledilo. To zaznavamo pravzaprav mi vsi. Da je Evropa v bistvu neka združba, dajmo reči, ki je zašla. Zelo preprosto, da ne bom šel v neke kvalifikacije prehude. In kar nam Trump lahko da, je zgled. To je zelo pomembno. Otroci se učijo z zgledom, ne z nasvetom. In mi se lahko zdaj tukaj zgledujemo po tem, kako se zavzema za svoje interese, kako se postaviš za neke svoje ljudi, kako se pravzaprav, vse prej smo rekli za Ukrajino pa Zelenskega, kaj se je zgodilo, ko je Musk pravzaprav začel objavljati, da skupaj napadaš, ker si tako močnejši. Strategija je popolnoma enaka, kot je bila v Mehiki, ko jih je dobesedno usekal z carinami. Naslednji trenutek so se kar naenkrat Mehičani, potem je bilo objavljeno, kako je bil prijeten telefonski pogovor s predsednico in tako naprej, ampak gre za to, da greš, najprej po domače povem, ga rukneš na gobec in potem razpravljaš. Ne razpravljaš že vnaprej in se tako, kot se v Bruslu radi, bom rekel, 2 meseca razpravljaš o nečem, najprej vsekaš, potem pa se pogovarjaš, ko ljudje vejo, da si mislil resno. Dokler časa pa nihče ne misli resno. Mi smo Bidena gledali 2 leti enega senilnega gospoda, ki se je spotikal, ki sploh ne vedel, kje je, ne nič, in potem zadnje mesece je potem zdaj tudi uradno prišlo ven, da v resnici pravzaprav sploh nihče ne ve, kdo mu je sploh pisal vse skupaj. In mi smo bili navajeni na nekega, kako bi rekel, na nekega giganta, ki je bil popolnoma brez, se upravičujem, pa ne mislim dobesedno, možganov, brez nekega pravega kompasa, zdaj je pa prišel Trump z jasnim kompasom. In kompas ni Evropa, kompas je Amerika v odnosu do sveta. Pa še nekaj se mi je tako zgodilo, mogoče se moti, pa vse takšne bojo vtis. Von Leinova je popolnoma zginila. Zdaj Macron sklicuje sestanke, oziroma zdaj gre tudi na pogovore k Trumpu v Ameriko in tako dalje. Von Leinove praktično ni. Oziroma je še, jaz ne vem. Macron je tukaj izkoristil praznino ravno tega, da je Evropa, bom rekel, von der Leyen je lider stare Evrope, stare zgodbe, ki je s Trumpovo zmago povožena. To je bila evropska elita, ki je bila podrejena ameriškim demokratom. Ta zgodba je zdaj mimo. Ne more Evropa biti podrejena ameriški opoziciji. To je popolnoma nesmiselno in dejansko ne bomo potem niti doma imeli kakršnokoli možnost, kaj šele v kakšni svetovni tekmi. In glavni problem tukaj pa je, da prejšnje volitve evropske očitno še niso bile dovolj močen signal predvsem krščanski demokraciji, torej predvsem ljudski stranki, dovolj močen signal, da je nujna popolna sprememba evropske politike. Zdaj, ki gledam pogajanja za sestavo vlade v Avstriji, pa zdaj so nemške volitve, se mi zdi, da še nimajo signala. Še vedno ne razumejo tega in očitno bo alternativa morala dobiti 50+, sam pol bodo pa problemi,
Ker mi smo zdaj v podobni situaciji, kot je bila Evropa pred 100 leti. Celo podobne, jaz predlagam, da se bere knjige iz tistih časov filozofske, ker so že takrat pričakovali, da je zaton Zahoda, da je konec tehnološke prevlade Evrope v svetu zaradi moralne krize, odtujenosti človeka od svoje biti in tako naprej. Skratka, tiste filozofske knjige pred 100 leti so danes še toliko bolj aktualne. Skratka, podaljšalo se je umiranje Evrope in če se zdaj ne bomo zbudili in dejansko radikalno, pravočasno spremenili delovanje vseh evropskih držav in evropske povezave, se bomo znašli ali na popolni margini in irelevantnosti, ali pa v tako tveganih zadevah, kot so se dogajale pred 100 leti z nacizmom in fašizmom. Skratka, tu smo v enem zelo zapletenem momentu. Dobro, jaz zdaj predlagam, da gremo na temo, ki sem že na začetku napovedal, se pravi te dvojni protesti, Pavleta Rupa je na desni strani in pa Jaše Jenulla na levi strani. Zdaj, lahko tu govorimo o tem, da je nekdo zmagal v teh protestih? Ja, koliko je... Videl sem, da prvi se je začel zdaj pojavljati, da mediji in pri Jenullu in zdaj pri Rupaju, da mediji niso objavljali številk, ne? Koliko je bilo protestnikov. To se zdaj prvič videl. To ni težko pošteti. Prej se je ves čas okoli tega tekmovalo. Bolj zaradi tega napihovanja in poniževanja in tako naprej, da se eni napihujejo, drugi dopovedujejo, da je to, ne vem, pol manj ali pa tako naprej. Drugače pač na ta trg Republike gre, jaz ne vem, po 7 do 10 tisoč ljudi in potem lahko samo še gostoto spremljaš. Tako da to ni nič posebej novega. Ampak jaz bi pa tukaj mogoče šel v drugo smer, glede teh protestov. Zdaj, jaz se ne počutim najbolj udobno nasplošno, ko primerjamo Ruparjeve proteste pa Jenullove proteste. Zato se mi zdi dobro, malo pomisliti o tem. Ja, ampak ne vem, če grem nazaj na Goloba. Golob je omenil, Golob je zvito omenil, da zoper njega protestirajo skrajna levica in skrajna desnica. Ampak što se v tem, da je Golob načrtno prešel v bistvu čez jedro. In sicer gre za to, da so bili Jenullovi protesti izključno ideološki. To je bilo izključno ideološko. To pomeni nagovor parih pač Ljubljančanov in dobro povezanih novinarjev, zato da se iz tega dela velika zgodba in da se napada oblast. To se pravi takrat pač konkretno Janšo in tako naprej. Pri Ruparju gre pa za, dajmo reči, nagovor neke materialne vidike. Jaz sem postavil vprašanje o Jenullovem protestu zdaj proti Golobovi vladi, ne? Dobro, to je pa... v redu. Jaz sem mislil, da si šel v to pozicijo. Kar se pa tega protesta tiče, je pa pokazal nekaj zelo, zelo pomembnega. Da je Jenullova moč približno tem pri nuli. Od 0 do 10, da je na dvojki. Če je bila v času proti Janševih protestov od 0 do 10 na 12, je tukaj na dvojki. To se pravi, on je uspel zbrati nekaj tistih, ki so, da ne bom želil do koga, ampak tistih, ki so se najhitrejši odzvali in to je vse, vsem ostalim je pa v bistvu vse skupaj mičken brez veze. On je mogoče želel dvigati dovolj prahu v javnosti za to, da bi zakril določene stvari. Ta trenutek je ta progresivna scena močno na udaru, ker je breme financiranja to se pravi iz tujine, predvsem to, kar je iz Amerike zdaj prišlo, je v bistvu to breme veliko. Mi se tukaj lahko sprašujemo ne samo o tem, da nekdo načrtno uničuje slovensko demokracijo. Mi se lahko sprašujemo o tem, zakaj so cene stanovanj v Ljubljani toliko visoke. Mi se lahko sprašujemo, ne vem, zakaj v bistvu določeni ljudje sploh lahko funkcionirajo, ker drugače niti ne tržno, ne ideološko, ne po nobenem drugem kriteriju. Potem mi se lahko sprašujemo, zakaj recimo, en tak luščen primer je bil STA, kjer se je, to se pravi, ko je Urbanija takrat ustavil financiranje, kolikor se spomnim, je bilo zato, da če država plača neko storitev, ne moreš te storitve še enkrat več nuditi na trgu, je bila STA, je dobila denar iz Amerike, to se pravi zato, da lahko funkcionira in da vzdržujejo ta svoj presing. In tukaj je, jaz mislim, glavni nauk. To bi jaz celo rekli, bi lahko tako, zdaj, če bi smo malo zarotični, da so Američani financirali v bistvu upor STA-ja
Američani so financirali progresivno linijo po celem svetu, v bistvu. Ne? In znotraj tega so zgolj te, bom rekel, podjetniki, NVO-ji, so se pač nahakljali na neke finančne tokove. Jaz verjamem, da je določen del govoric o raznih provizijah na tem sivem trgu za urediti določene pogodbe in tako naprej resničen, ker je tovrstni dogovori so povsod, ali bi bili levi, ali bi bili desni, v tem primeru govorimo pač o nekem progresivni sceni, ampak ključno sporočilo Jenulovih protestov je v tem, da je moč počasi usahnila. Ne? In čez leto ali pa leto pa pol bo ta moč praktično že skoraj na nuli, preprosto, ker en del financiranja je, kako bi rekel, odstranjen in en del znanja je pridobljen o tem, kako se pravzaprav obnašati v tovrstnih situacijah. To se pravi, če jaz pa razumem, obstaja možnost, da so te govorice resnične, da naj bi Nika Kovač recimo pobirala določene provizije za to, da priskrbi kakšen denar iz Amerike in podobno. Jaz mislim, da ne samo, da absolutno obstaja možnost. Ne? Zagotovo, zdaj je to Nika Kovač ali kdorkoli je nekdo pobiral provizije, nekdo pač mora biti podaljšana roka, da te zadeve tečejo. Ne? Bom rekel, tistih par javnih razpisov, ki je objavljenih, na katerih lahko pravzaprav vsi sodelujemo iz celega sveta, ne? Je v bistvu manjši del. Zdaj, ko prihajajo te številke ven, moram priznati pa, da se pač ne bi čudil. Ne? Zdaj, konkretno, če govorimo o Niki Kovač, jaz v bistvu ne bi čudil. Ona ne nazadnje izhaja iz kroga, ki neposredno nadzoruje oziroma je neposredno nadzoroval ta del, ona se tam izobraževala, ona se hvali s tem, bom rekel, se trka ponosno, da je znotraj tega in dokler časa je bilo to vse skupaj prikrito javnosti, je zadeva bila dosti v redu. Samo še eno kratko vprašanje, se povečujem, Sebastian, zdaj, če si ocenil, da je moč, pa stopnja moči je 0 med nič in 10, nekje na dvojki, ne? Recimo, kako pa ocenjuješ moč, ne? Z enakimi kriteriji za Niko Kovač, recimo ta hip? Ja, jaz mislim, da je z razlogom izven medijev v tem trenutku. Ne nazadnje tudi vse iniciative, vse stvari, kar objavlja, so več ali manj samo še predmet posmeha. In jaz mislim, da bo ona plačala relativno visoko ceno, ker je verjetno en velik del njenega vpliva temeljil tudi na teh finančni podpori, zdaj, ali je to zdaj ameriško, ali je to slovensko, kakorkoli. Vemo, pač več kot očitno je postalo jasno, ne, da če gre, ne vem, na nek Ruparjev protest pridajo ljudje zaradi želje po spremembi, je en velik del v bistvu teh Jenulovih protestov bil pač plačan, enostavno plačan, da so, mi smo se vsi javno v različnih oddajah spraševali retorično, no, kdo plačuje tiste maske, kdo plačuje letake, naslednji dan, razumeš, pride nek protest tam na RTV, vsi imajo majice, vsi imajo neke badge, kar naenkrat je ta logistika v ozadju deluje, kar pomeni, da morajo obstajati določena sredstva, iz katerih se to plačuje. To pomeni, če obstajajo določena sredstva, obstaja tudi skrbnik za ta sredstva. Nekdo, ki skrbi za to, da denar prihaja noter. In je to v bistvu ta del, tako, bom rekel, stara ta mafijska finta, ali kako se reče, preiskovalna, sledi denarju, pa boš prišel do tistih 3-4 ljudi, ki so to vse skupaj peljali. Ampak zdaj isto vprašanje, ampak recimo, če gremo te politične implikacije, kaj je pravzaprav, kaj je Nul dosegel s tistim protestom in kaj je pravzaprav zdaj, recimo, Pavle Rupert dosegel s tem protestom? Dal je si se nek ultimat Golobu, da bojo odstopiti v 30 dni, dokaj bodo še ukrepili proteste. Jaz mislim, da največji učinek Jenulovega protesta je bil to, kar si se prej dotaknil, da je lahko predsednik vlade včeraj na televiziji se postavil v sredino. Da je rekel skrajna desnica, skrajna levica, se od obeh distanciral. Skratka, omogočil mu je, da se mu ni bilo treba sploh opredeliti do vsebine Ruparjevih protestov, oziroma protestov, ki jih je Rupar organiziral in zbral kar široko, dajmo reči, politično strukturo tam, ker so prišli in SDS, in Nova Slovenija, in Zmago Jelinčič, in še vrsta nekih drugih akterjev. Po drugi strani je treba priznati najprej Ruparju, da je uspel držati neko kondicijo nekaj tisoč ljudi, ki se redno dobiva na teh protestih, hkrati pa ni zdaj bilo nekega velikega presežka v tistem številu. Torej gre za določeno strukturo, ki je res jezna in, kot je rekel Edvard, ki jo zanima
ki jo zanimajo denarnice. Skratka, gre za strukturo, ki je recimo spremenila Ameriko. V Ameriki je Trump zmagal zaradi praznih denarnic in to so ljudje, ki zdaj zahtevajo recimo zakaj tukaj recimo ne pride 50,000 ljudi? Jaz mislim, da v Sloveniji situacija še vedno ni takšna. Da v Sloveniji je blaginja še vedno tako visoka, da ljudje ne zaznajo, da se kuhajo kot žabe v hladni, da smo že počasi prehajamo v mlačno vodo. Skratka, po eni strani je dejansko stopnja revščine v Sloveniji še vedno nizka, stopnja socialne države še dovolj močna in stopnja blaginje tistih, ki delajo na trgu, čeprav se pritožujejo zaradi davkov in drugih zadev, še vedno dovolj visoka, da ne bodo šli protestirati. Recimo na ta protest niso prišli obrtniki, niso prišli gospodarstveniki, torej niso prišli tisti, ki jih ta vlada najeda, obremenjuje zato, da plačujejo dejansko denar, ki konča potem na nekem računu, ker ne gre v realizacijo. Mi smo videli zdaj, da na računu ZZZS ostajajo milijoni, zdaj država bo začela pobirati za dolgotrajno oskrbo in ta denar bo nekje ostajal, zaradi tega, ker ne bo šel v realizacijo, ker ni sistema, ni ljudi, ne znajo organizirati teh storitev. Skratka, te ljudje niso prišli protestirati. Dobili smo pismo Joce Pečečnika, ki je pa dejansko tako banalno, da sploh ne razumem, da so mediji temu posvetili pozornost. Zahtevamo, da se sprejme zakon, ki bo kaznoval korupcijo. Ja, pa poglej si obstoječe, mislim, to je res dejansko tako banalno, da od nekoga z takšno gospodarsko kariero in predvsem na položaju, na katerem je, ker Slovenian Business Club bi morala biti neka resna zadeva. Dejansko ne bi mogel privoščiti tako banalnega pisma, recimo. Hočem pa samo to reči, da očitno je še premalo jeznih ljudi, da bi se dalo računati, da bo ta strategija dovolj za preobrat na naslednjih volitvah. Strategija protestov. Strategija jeze, na kateri se recimo je zmagovalo tudi v kakih drugih državah. Jaz mislim, da bo nujno z ustreznim načinom nagovoriti tiste, ki so nezadovoljni, niso pa še tako jezni, da bodo šli na ulico. Kaj pa to pomeni? Ampak če se lahko samo navežem na Sebastiana, jaz mislim, da strategija jeze vedno deluje na protestih, ker je to nekako, to se pravi, ta agens protesta. Vendar pa v Sloveniji ne more priti zaradi ekonomskih kriterijev v bistvu na ulico 50 ali pa 100,000 ljudi preprosto zato, ker je polovica ali več v državni upravi. To se pravi na državni službi. In kar pa lahko se zgodi, je pa, da ta jeza nagovori nekaj, kar pa ljudje globoko v sebi čutijo kot nekaj, kar preide meje. Recimo, zelo tanek let je recimo s to Lestino Gaber, s tem njenim ekshibicionizmom. To je zelo tanek let. Potem ljudje zaenkrat še ne reagirajo na korekcijo v prihodkih zasebnega, to je norost. Zasebno podjetje od predsednika vlade, ki pravzaprav praktično celoten letni prihodek ustvari z državo. Samo po sebi je to, bom rekel, skregano z zdravo pametjo. In zdaj je pa še dvignil prihodke. Hočem reči, da ta agens kot jezo, kot krivica in tako naprej, bo odigrala nekaj, samo ni še pravi, sej verjetno se mi to še kak korak bo treba temu dodati. Točno to reči. Ni še v pravo smer usmerjeno, ne bo dovolj, da bi ljudi to nagovorili, da rečejo, zdaj pa dosti tega, oprostite na izrazu, preseravanja z nekimi vladnimi, pa s proračunskim denarjem v končni fazi. To, da mi vse splošno že govorimo o korupciji, v bistvu je v vseh sistemih ta korupcija tako ali drugače prisotna. To, kar je pa zdaj postalo, da je pa tako očitna in da nikomor v resnici še mar ni za to, da bi se mediji resno ukvarjali, da bi postavili kakšno še dodatno vprašanje, to pa je problem. In jaz mislim, da... Mene res, zdaj kot novinarja me pa to res fascinira, da ta novinarska srednja ne vidi tega problema v tem Golobovem zasebnem podjetju, ki posluje z državo, povišal si dobičke. Zdaj veš, zakaj se je v bistvu vključeval tako na to vprašanje omrežnine in vse te stvari. In si predstavljam, recimo, če bi Janez Janša imel, naprimer, si predstavljaš, da bi Janez Janša imel zasebno podjetje in bi posloval z državo. To bi bil
Eksodus, ne? Ja, ampak jaz mislim, da tako kot sem že današnjo daj enkrat povedal, pa bom dal še enkrat eno idejo več, to se pravi opozicije, nek fact-checking način dokazovanja oziroma tako, pred kratkim je nek portal, mislim, da je objavil celotno strukturo v bistvu laži, ki so v ozadju, oziroma kaj je res, kaj ni. Ne, v tej zadevi ni, da se dajo Klemenčič, ne? Pa teh posnetkov so objavili. In zakaj je to, kako so šli, oni so šli iz stališča, zakaj se to stališča novinarja sploh ne bi smeli na tak način razvijati zgodbe. Ampak, in to se ljudi še ni dotaknilo. Tistih 10% ljudi, ki resno spremljajo, ali pa še manj, pač mi spremljamo to na mogoče nekoliko bolj doživet način. Vse ostalo, pa zdaj, če je redna plača, zdaj to, da so se, ne vem, pomaranče podražile iz €0,5 na €1, mislim, bomo že, saj ni tako nujno. Kruh se je podražil, bomo pa doma pekli. In ta zadeva nekako, ker mi imamo še vedno visoko kvaliteto življenja. So, ne vem, doma kakšne vrtički, pa bom rekel sadovnjaki, pa tako naprej. Je v Sloveniji kvaliteta življenja relativno visoka, zato je izključno ta ekonomski vidik, ker mislim, da imajo upokojenci prav. Ampak da je ekonomski vidik ta trenutek še vedno nekoliko prešibek, kot nagovor te jeze. Kje pa je potem recimo ta meja, ta limit? No, jaz mislim, da so tukaj, bom rekel, tako kot je recimo se pokazali v Srbiji, kjer gre za očiten produkt neke korupcije in potem zelo nespretno ali pa tako kot je sistem navajen se odzivati na to. Zraven so vstopili študentje, jaz lahko samo ponovim to, kar sem že večkrat rekel, zdaj, da ti vzdržuješ en mesec proteste, to o spontanosti je iz dneva v dan manj govora, ampak gre za neko pot, ki jo je v bistvu potrebno očitno obrati, zato da se oblast sesuje. Ker tudi ta oblast, to govorimo že 2 leti ali pa še več, da Golob na lep način šel ne bo. Tako da zdaj, ali bo šel z nekimi protesti, ali se ga bo končno ta sramota, katera se mu lepi z vseh koncev počasi prijela, ne vem. Ampak ta vse njegov včerajšnji top, ko smo ugotavljali, je pokazal, da je v bistvu zelo motiviran. Ja. Jaz tudi mislim, da je daleč. Torej, zdaj tako, vedno se lahko čez noč kaj zlomi. Lahko pride ven obtožnica, lahko pride kakšna druga zadeva in pol bo predvsem moral presoditi, ampak jaz mislim, da samo v njegovih rokah je odločitev, ali bi se mu strateško splačalo presekati, ker zdaj še dobi 15, pa tudi več lahko procentov in misli, da bo zmagal regato neke alternative, tako kot je Šarec takrat za 14% recimo pol zavladal. Tako da v vsakem primeru mislim, da je tle še popolnoma odprto. Če zdrži zdaj še mesec, 2, dokler je mraz, pol šele ne bo več toliko šans za rušenje. Pol bo toplo vreme, ljudje bodo šli v naravo in jaz razumem, ljudje živijo svoje življenje in se pač ne zmenijo za politiko, ker se jim je politika zagnusla in upravičeno se jim je zagnusla v zadnjih 20 letih, glede na vse, kar spremljamo. To predpostavlja tudi potem nižjo volilno udeležbo naslednjič? Jaz mislim, da naslednjič bo v vsakem primeru torej nižja udeležba iz tistih rekordnih 70, iz leta 22. Ja, ker tisto je bil tudi nek, dajmo reči, po-covidni refleks, neke frustracije, afektivni odziv na tiste težke momente. Jaz mislim, da zdaj ne bo seveda padlo na tiste najnižje udeležbe, kot so bile nekoč, ker že pred covidom je udeležba začela po nekaj odstotnih točk vsake volitve rasti, ampak v vsakem primeru mislim, da bomo imeli čisto normalno udeležbo, torej nič izjemnega. In bistvena zadeva mislim, da bo najti, torej na eni strani smo rekli ekonomsko gre Sloveniji še vedno dovolj dobro. Recimo v Ameriki sta bila 2 ključna dejavnika. Eno so bile prazne denarnice, drugo je bilo pa, dajmo reči, moralna bizarnost woke filozofije. Jaz mislim, da tudi pri nas mogoče tudi to ne bo tako pomembno. Število spolov, podobne stvari. In to, da imaš, ne vem, vložke na moških WC-jih in podobne, recimo, bizarnosti, ki se tudi pri nas tu pa tam dogajajo. Ampak kljub vsemu, Slovenija je odprta, liberalna družba, pri nas toliko pretiravanja, kot je bilo v Ameriki, tudi ni. Se dogaja, ampak se dogajajo posamezni primeri. Skratka, mislim, da tudi to ne bo, recimo, prevladalo. To, kar zadnje čase, ko se pogovarjam, recimo tudi s kakimi mladimi, posebej izpostavljajo,
pa je občutek varnosti. Mi zdaj lahko statistično je Slovenija lahko še vedno v svetovnem vrhu po varnosti, ampak psihološko po občutku mi je pa noro, da generacije današnjih študentov se ne počutijo varne, da bi po noči hodili po Ljubljani. Še enkrat, eno je statistika, število nekih primerov, ampak mislim, da se skoraj celotna generacija ne počuti več varne. To pa je izjemen problem. In drugo, videli smo tik čez mejo, kaj se je zgodilo recimo v Beljaku. Skratka, to je pa neka druga tema, kjer se je do zdaj pristopalo ali z popolnim zanemarjanjem ali z mogoče ostrim, glasnim nastopom in zdaj tukaj je vprašanje, ali se bo tudi umestna neka zgodba našla. Če bo znal nekdo nagovoriti vprašanje varnosti na način, ki bo jasen, trden, ampak ga ne bo mogoče označiti za fašizem, kar je najlažji odgovor levice, karkoli jim ne ustreza, je takoj fašizem. Včasih je bil neoliberalizem, zdaj je pa fašizem na prvem mestu etikete za nekaj, s čimer se recimo skrajna levica ne strinja. Zna biti tista tema kar precej pomembna. Torej v vsakem primeru za naslednje volitve bo treba delati z mikrotargetingom, z različnimi mogoče strategijami in sporočili za posamezne skupine volilnega telesa. Zdaj, ko omenjaš generacijo, ko omenjaš generacijo, gledal sem tisto anketo v tej družbe, Inštituta Janeza Evangelista Kreka, oni ugotavljajo, da je v bistvu Svoboda največ izgubila, ta padec Svoboda največ izgubil med mlajšo generacijo, mislim, da tam do 22. leta, da starejši pa ostajajo zvesti. To je verjetno povezano tudi malo verjetno s tem. Jaz mislim, da je privezano tudi s tem, da je bil visok rezultat Svobode takrat, ne morem reči, tudi neka posledica inercije tistega natega z referendumom o vodah. Takrat je uspela ena fenomenalna kampanja, fenomenalna z vidika marketinga, ki je temeljila na nekaj lažeh, zelo enostavni. Torej, privatiziralo se bo obalo, pozidalo se bo obale, skratka nič, vode ne bo, nič, kar je bilo vezano na tisti konkretni zakon, uspelo je to zadevo. Pri mladih je podnebno vprašanje, dajmo reči, psihološko močno. Vse, če se greš pol v vprašanje njihovih praks, delovanja, je lahko tako ali drugače ocenjeno, ampak to je neka tema, ki je zdaj v zadnjih desetletjih jih lahko zelo hitro recimo pridobi. Takrat se jih je pridobilo na tej kampanji referendumski in je po neki inerciji jih potem peljalo naprej, tudi z bazami podatkov, ki so jih nevladne organizacije pridobivale v tistem postopku. Domnevno zakonito. Dobro, zdaj to je tako, v volilni kampanji se dosti stvari počne nekje na meji. V vsakem primeru uspešno so dobili, uspešno nagovorili in so dosegli rezultat na zadnjih volitvah. Zdaj pa to seveda popolno razočaranje in ti ne moreš dvakrat na isto finto nategniti neke ljudi, sploh pa gre tle za generacijo, ki pa spremlja določeno dogajanje. Mi ne vemo, na kak način recimo politične informacije prihajajo do njih, oziroma vemo, ko jih vprašamo, pa nam pokažejo recimo kakšen TikTok video, ampak v glavnem spremljajo prek določenih kanalov politične informacije v 3., 4. koraku, ki pridejo do njih. To pa ne pomeni, da jih tisti, ki ima stik in mogoče celo trenutno naklonjenost, prepriča v to, da bodo tudi volili. Ker so pa, dajmo reči, zahtevna publika. Njim ni dovolj, da je recimo nekdo kritičen, pa smešen, pa nekaj pove, ampak se pol vprašajo, kaj pa nudiš? Ali imaš alternativo, recimo? In v tej strukturi tudi analize kažejo, v tem trenutku od 18 do 30 let ima SDS več kot tretjino volivcev. Skratka, tukaj ima en zelo velik potencial, na katerim lahko še okrepijo svoj rezultat. Zdaj mislim, da so prepričani, da bo ta referendum okoli teh izrednih pokojnin, to je zdaj vprašanje. Njihov referendum v vodi. Jaz mislim, da ta mladih ne bo zadev, če bo zadev določeno starejšo populacijo in ne vem, ali je to, torej je zagotovo, dajmo reči, nek moment, ki lahko zgradi tisto jezo, na kateri ponavadi glasove dobiva populizem. Mislim, da mlade generacije ta zadeva ne bo v ničemer se takela. Razen tistih, ki so res politično angažirani skozi strankarske mreže. Izvoli, Edvard, če ti, potem pa bomo mogli počasi zaključiti. Jaz predvsem mislim, da ni toliko racionalnega momenta v ozadju pri mladih, kot bi si jaz mogoče želel. Iz prve roke vem, kako v bistvu ta levičarska ideologija deluje po Ljubljanski univerzi. To se pravi, na vseh dogodkih
na vseh možnih kongresih, raznih srečanjih in tako naprej, je ta v bistvu levičarska ideologija v bistvu ali kot sponzorji ali kot tisti, ki izbirajo, to se pravi neke žirije in tako naprej. Jaz sem v resnici včasih pač v bistvu šokiran na eni strani, kako dobro jim vse skupaj to deluje, ne. To se pravi, da je že tako visoka količina uporabnih idiotov v sistemu, da jim je to popolnoma normalno, ne. In na drugi strani sem pa potem seveda zgrožen, ne, ker bi si od mladih pa včasih bi želel več tega racionalnega razmisleka, ne. Tako kot si ti lepo rekel, ne, kaj pa nudiš, ne? Ampak imam občutek, da to ni, ne? Da deluje približno tako, kot je bil nekoč Asta Vrečko, Luka Mesec, tako da so bili najbolj glasni tam na FDV-ju in so za seboj potegnili nek voz nekih 10-15 podpornikov in so se potem spromovirali kot glavna ideološka celica FDV-ja, ne? In še danes velja FDV za skrajno za utrdbonega skrajnega levičarstva, ne? In dajmo reči, v veliki meri tudi je to res, ne? Vendar pa v skupnem pa bi si želel, in jaz mislim, da recimo konkretno SDS s tem svojim podmladkom dela zelo dobro, ne? Zelo dobro za naprej, to se pravi, da širi to bazo. Jaz bi mogoče si želel nekoliko več tudi populizma, ne? Ker se to dotakne potem, ne? Ta igra na racionalno je mogoče dobra zame ali pa za nas tukaj, a ne? Da poskušamo argumente soočati pa razmišljati, ne? V tej dnevni in še posebej, ko ti postaviš neko kampanjo v nek časovni okvir in ugotoviš, da se v bistvu zadnji teden pravzaprav odloča igra, ne? Da vse prej je, seveda mora biti, pa tako naprej, ne? Ampak če hočeš ti v zadnjem tednu nekaj potegniti ven, moraš imeti seveda tudi prej v redu, ampak in iz tega ven v bistvu ugotoviš, da je zelo malo tega racionalnega, ne? In to je pravi izziv, ki ga je pa potrebno potegniti na mizo, ne? Kako pravi ta emocionalni moment nagovoriti, ker ga več kot očitno Golob in njegova, to se pravi struja, še vedno zelo dobro nagovarja, ne? Že to, kar smo začeli oddajo, ne? To se pravi ta njegov nastop, ne? Ta njegov nastop popolnega, kako bi rekel, kako se poslovno detachno, to se pravi popolnoma odklopljenega od realnosti, ne? Da prideš in kar govoriš kot neki igralec v bistvu, ne? Samo zato, da tisto svojo vlogo odigraš in da vsi ostali, ki jih toliko ne zanima, da samo slišijo tisto potrditveno zmoto, aha, ja, sej v pravo smer gremo, ne? Se je veliki gazda pač povedal, ne? Samo vprašanje nekaj časa še je, ja. Ja, ne, zato pravim, ne, da bo treba tudi ta moment v bistvu razkrivanja teh laži dvigant na višjo raven. To, da mi tukaj govorimo pa še v nekih 2 oddajah, da se govori o tem, je pač nekaj je, a ne? Zagotovo pa je še dovolj prostora. No, ja, nekaj je, ampak tudi dolgi smo bili danes, ne? Tako da bomo čas zaključiti. Edvard pa Sebastijan, najlepša hvala. Veliko tem smo obdelali, ampak to je pač seveda ura resnice. Vidimo se kmalu za novo oddajo, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.